Danes sem se odpravil še na eno kolesarjenje, da vam povem, kakšna je razlika med Majorko in Menorko. Tako z vidika dopustovanja, kolesarjenja, naravnih znamenitosti, pokrajine in podobno. Živijo, en prav super lep kolesarski pozdrav z Menorke. Čeprav smo že v drugi polovici aprila in je popolnoma sončno vreme, se ob 2 popoldne ni segrelo več kot na 16 stopinj Celzija. Ves čas piha hladen severni veter s sunki tja do 33 km/h. Svoje pa k podnebju pripomore tudi dokaj hladno Sredozemsko morje. Jaz se danes vozim bolj po tej vzhodni strani Menorke. Link od svoje Strave bom pa dal od spodaj v opis videa. Majorka in Menorka sta otoka v Sredozemskem morju, nekje na polovici poti med Sardinijo in Španijo. Majorka je večji otok, nekako v obliki kvadrata 60x60 km in meri 3600 km². Menorka je pa 5krat manjši otok v obliki ledvice, približno 50x20 km oziroma površine 700 km². Podnebje na obeh otokih je izrazito sredozemsko, mile zime in suha vroča poletja. Tudi po rastlinju in po geografskih značilnostih sta si otoka zelo podobna, saj sta v bistvu le dobrih 20 km narazen. Za Majorko je značilno to, da je v osrednjem delu precej ravninska, na severozahodnem delu ima pa večjo gorsko verigo, ki se dviga preko 1000 metrov. Po drugi strani je Menorka zelo nizka, nekje med 0 in 300 metri nadmorske višine, njen najvišji vrh meri 358 metrov. Na Majorki živi približno 1 milijon prebivalcev, od tega skoraj polovica v glavnem mestu Palma de Mallorca. Po drugi strani je na Menorki 10krat manj ljudi, okrog 100 000. Podobno razmerje se vidi tudi v letalskem prometu. Manjše letališče na Menorki obrne približno 3 milijone potnikov na leto, večje na Majorki pa 30 milijonov. Pravzaprav je Palma de Mallorca tretje največje špansko letališče, takoj za Madridom in Barcelono, in v največjih konicah poleti obrnejo tudi po 12 000 potnikov na uro. Na splošno sta oba otoka zelo turistično razvita, pri čemer je Majorka seveda dosti bolj. Dosti več turistov ima, dosti več nastanitev, več plaž, več naravnih znamenitosti, pač samo zaradi tega, ker je večja. Menorka je po drugi strani bolj tiha, zadržana, ampak vseeno z lepimi plažami, z dobrimi hoteli, veliko ponudbo apartmajev in s precej zanimivimi naravnimi znamenitostmi. V smislu aktivnega preživljanja dopusta me je pa na Menorki še posebej očarala 185 km dolga pohodniška pot, ki je speljana okrog in okrog otoka. Pot izvira že iz 14. stoletja, ko so po njej hodili še konjeniki, ki so povezovali obrambne stolpe in trdnjave. Na Majorko so že v preteklosti prihajale različne znane osebe, na primer Frédéric Chopin in pa Agatha Christie. Na Menorki imata pa še danes svoje hiše Richard Branson in Elton John. Prehrana je tipično španska oziroma sredozemska, precej morske ponudbe, sadja, oliv. Značilna je tudi jed iz riža paella in pa njihovi prigrizki tapas. Kar se alkohola tiče, je precej znana sangrija. Na Menorki pa imajo tudi svojo destilarno džina. Ceste na Menorki in Majorki so čudovite. Lep asfalt, široke asfaltirane bankine, teren zelo raznolik, na Menorki mogoče malo manj in tudi promet je zelo prijazen do kolesarjenja. Na začetku vsake ceste je postavljen prometni znak, da se prehiteva samo na 1,5 metra. Vozniki dejansko to upoštevajo. V bližini glavnih mest in turističnih naselij je pa itak vse polno kolesarskih staz. Za kolesarski dopust je vsekakor boljša izbira Majorka,
ker je dosti večja, dosti več je cest. Ima gorsko verigo, ki ponuja fenomenalne klance, ima ceste, ki so speljane ob morju. Narediti se da ogromno lepih krožnih tur, cest vam zlepa ne bo zmanjkalo in dovolj zgovoren podatek je tudi ta, da tam trenirajo največje svetovne ekipe. Na Menorki, poleg tega, da je manj cest, je izbira še toliko manjša, ker tukaj je po sredini otoka speljana glavna prometna žila, iz katere kot iz neke hrbtenice izhajajo posamezni kraki severno in južno do morske obale. Cest ob obali praktično ni, tako da je zelo težko narediti kakšen lep krog. Oba otoka imata pa tudi vse polno makadamskih poti, ki pa jih jaz nisem skoraj nič raziskal, zato ker sem bil tukaj samo specialko. Vseeno pa moram pošteno povedati, da po enem tednu tukaj ne morem več narediti kolesarskega kroga, da se ne bi vozil po enih in istih cestah. Čakajte, vam pokažem tle na računalnik, kako izgleda moj heatmap na Stravi. Se pravi, vse te ceste, ki so tukaj s temno plavo oziroma z vijolično barvo narisane, vse sem jih v tem tednu že prevozil. Vse ostalo, kar vidite, tiste bolj drobne črtice, so v glavnem makadamske poti, ki so prevozne samo z gorskim kolesom. In tako sem potem med svojo vožnjo čisto slučajno naletel na te čudovite konje. Evo, zdaj je že drugi dan, sem tudi šel na hitro kolesariti, čeprav močno piha in tudi malo dežuje. Eno stvar sem pozabil še povedati, in sicer meni osebno je Menorka bolj cute, bolj obvladljiva. Jaz imam rajši majhne otoke, vse je relativno blizu, zlahka dosegljivo. Da niti ne omenjam, da je letališče bistveno manj kaotično. Ampak to je stvar izbire posameznika, kaj je komu všeč. Če boste prišli sem na kakšen dopust, vam jaz priporočam, da si najamete rentakar. Ta je na Menorki skoraj obvezen, saj imajo za javni prevoz samo avtobus in še ta je bolj redek. Po drugi strani je pa na Majorki javni prevoz zelo dobro razvit, avtobusne linije so zelo dobro razvejane, poleg tega imajo pa še vlak. Kolega Dimitri je par mesecev nazaj na Majorki kolesaril svojo punco in mi je povedal, da sta se večkrat selila kar z javnim prevozom. V bistvu on je šel kar s kolesom do drugega kraja, punca je šla pa s kolesom na avtobus. Midva z ženo sva bila do zdaj na vsakem otoku po dvakrat, tako v aprilu kot v oktobru, ponavadi z Ryanairom iz Treviza, enkrat pa z EasyJetom iz Benetk. Ko sva bila prvič, sva se na Majorki zanašala samo na javne prevoze in sva si lahko ogledala skoraj cel otok. V vseh ostalih primerih sva pa potem najela tudi rentakar, ki ti da dosti več svobode pri raziskovanju skritih kotičkov otokov. Glede najema kolesa na Majorki ali pa Menorki ni prav nobenega problema. Dobite lahko specialko, karbonsko, aluminijasto, lahko mestno kolo, mountain bike ali pa električno kolo. Vse odvisno od tega, koliko vam dopušča vaš proračun. Lahko pa tudi zapakirate svoje kolo v škatlo in ga z letalom spravite sem. Jaz upam, da so bili ti nasveti komu v pomoč. Za vse ostale pa si želim, da ste vsaj uživali v mojih posnetkih. Vsem vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!